Tako 17 minut pred 9. Ajda je na neke vrste dopustu, upam, da se ima dobro in da ne počne kakih neumnosti, ker v tem primeru jo lahko doleti kako srečanje s policijo. Ne, niti ni to prav pričakovano, pa tudi ni to povod za današnjo antikviz temo. V torek je bil mednarodni dan javnih služb, pa sem pomislil na policiste in ja, policija je pristala v našem antikvizu. Pravila, poznate jih, 5 podatkov sem našel o temi, tokrat o policistih, torej upam, da kar se da zabavnih. 4 držijo, eden je pa izmišljen. Kateri? 01475 2202. Tole so podatki o policiji. Prvi pravi, v vsakem nizozemskem policijskem vozilu imajo plišastega medvedka, torej tedibera, za primere, da je v kak traumatičen dogodek vpleten otrok. Drugi podatek, policisti na Tajskem, ki so naredili kak prekršek, so morali za kazen na rokavu nositi roza trak z upodobljeno Hello Kitty. Podatek številka 3. Leta 2008 je Lamborghini, italijanski avtocestni policiji, daroval svoj avto s 500 konjskimi močmi, opremljen z nadzornimi kamerami, orožjem, hladilnikom za prevoz organov in defibrilatorjem. Eden od policistov se je z njim sprek 300 km/h zaletel v stoječo kolono. Četrti podatek. 3 leta so policisti v Ohaju iskali storilca, ki se je prek strešnega okna pokakal v parkirane avtomobile in izginil. Storilca so potem našli kar med policisti med rednim zdravniškim pregledom po naključni analizi blata. In še 4. oziroma 5. zadnji podatek. Več kot 1000 nepovezanih kriminalnih dejanj, od tega skoraj 100 umorov in 250 posilstev so rešili sovjetski policisti, potem pa so končno našli človeka, ki so ga iskali, mesarja iz Rostova. 01475 2202. Kateri od 5 podatkov ne drži. Torej, policijo se gremo danes v našem antikvizu. Robert, pa prvi, ki je poklical. Robert, pozdravljeni. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Sem slišal, ker na telefonu poslušam, ampak glede na to, da je tole moje ugibanje bolj namenjeno temu, da kakšen drug polugane, je popolnoma nepomembno. Tako da bom rekel, da slišal sem trojko, približno prvega, pa drugega ne, pa bom rekel dvojko, pa ne bo, kar je. Torej, policisti na Tajskem, ki so naredili kak prekršek, so morali za kazen na rokavu nositi roza trak z upodobljeno Hello Kitty. Podatek drži. Na Tajskem, predvsem v Bangkoku je bilo to izrazito, so leta 2007 začeli, takrat se je začela precej medijsko odmevna akcija, program značke sramu, so temu rekli policisti, ki so storili manjše prekrške, recimo parkirali narobe, zamujali v službo ali bili nesramni do ljudi, pa so jih ti prijavili, so za kazen morali na rokah nositi tak zelo izstopajoč roza trak z upodobljeno Hello Kitty z 2 srčkoma. Cilj je bil uporabiti, se pravi, javno ponižanje za vzbuditev krivde in hkrati odvračanje od slabega vedenja. Je pa bila to kratkotrajna akcija, glavni razlog pa nekaj malega medijskega zgražanja, predvsem pa problem z intelektualno lastnino. Avtor Hello Kitty Sanrio se je začel nad tem javno zgražati in policija se je ustrašila tožbe. Kdo ve, morda bi avtor Hello Kitty zahteval, da predstavniki bangkoške policije nosijo roza trakove za kazen, ker so storili. Saj to sem že slišal, ta podatek, samo nisem ga pa slišal danes, ampak tudi jaz, kako sem rekel. Ja, se ste rekli, ja. Važno je sodelovanje za to, da lahko sodelujejo tudi drugi, ne, Robert? Ja, tako, krasen ponedeljek vam želim, pa še lepši teden naprej, pa se slišimo, ne? Srečno. Lep dan. Robert iz tujine nas je klical, čeprav ni na počitnicah. Mirko? Ja, dobro jutro tudi. Dobro jutro, Mirko. Po dolgem času zopet. Po dolgem času. Ja, težko je zadnje čase dobiti zvezo. Ja, eni so pridni pa hitri.
Tako, a je možno, da bi še vseh razen dvojke na hiter prelet? Lahko. Med tem časom klical. Nizozemska policija ima v vseh avtomobilih plišastega medvedka. To je enka, trojka, italijanski policist se je z Lamborghinijem opremljen z vsem, torej nadzornimi kamerami, nosilci za orožje, hladilnikom za prevoz organov, defibrilatorjem, z več kot 500 konji in z več kot 300 km/h zaletel v stoječo kolono. Policisti v Ohiu so iskali storilca, ki je prek strešnega okna kakal v parkirane avtomobile. Našli so ga pa potem kar med sabo, se pravi med zdravniškim pregledom so ugotovili, da je to eden od njih, in še mesar iz Rostova, eden od najbolj znanih in brutalnih serijskih morilcev v Sovjetski zvezi, in ko so ga iskali 12 let, so vmes rešili prek 1000 kriminalnih dejanj, 100 umorov, skoraj pa 250 posilstev, ki so bila nepovezana s tem morilcem, mesarjem iz Rostova. Od 3 naprej je kar zelo zanimivo izbor, tako da med 3 pa med 4 kolebam. Med 3 pa med 4, se pravi Lamborghini pa Ohio in kakanje skozi oziroma parkirane avtomobile. Glede na to, da sem tak fan Italije, bom rekel kar trojko. Lamborghini. Tako. Podatek drži. Zgodba je iz podobnega časa kot ta na Tajskem. 2008 je italijanska avtocestna policija od proizvajalca dobila v dar trio Lamborghinijev. Sodelovanje sicer poteka že od leta 2004. Ideja proizvajalca je, da pomaga policiji uloviti divjake na avtocestah, ki vozijo ekskluzivna vozila, in pri tem naj bi pomagala vozila z več kot 500 konjskimi močmi. Avtomobili so bili seveda policijsko opremljeni, modro-beli, imeli so video nadzorno kamero, stojala za orožje, GPS, defibrilator, hladilnik za presaditev organov. No, novembra leta 2009, se pravi približno leto, so vozili enega od teh avtomobilov, je pa Lamborghini se vračal z nekega študentskega dogodka, ko je z bencinske črpalke v Cremoni pred njega zapeljala Seat Ibiza. Policijsko vozilo je, se pravi policist je odvil in se zaletel v kolono parkiranih avtomobilov s 300 km/h približno. Kako je lahko toliko vozil in zakaj je tako hitro vozil, pustimo, ne, končalo se pa zlepa slovenska beseda, seveda totalko. Je pa ta Lamborghini oziroma tisto, kar je od njega ostalo, danes na ogled v muzeju, avtomobili Lamborghini muzeum v Italiji. Ja, je pa dejstvo, da Lamborghini še naprej zalaga italijansko policijo s svojimi vozili. Ja, to poznam, ja. Ja, predvsem za urgentne prevoze darovanih organov po avtocestah, pravijo, ne manj kot za, ne vem, da bi lovili nekoga, ki prehitro vozi. Skratka, tudi če podatek drži, lahko rečem, da je bil zelo bizaren. Ja, zelo bizaren. Zelo, da se slišimo drugič. Zelo bizaren. Mirko, hvala za klic, se slišimo. Dogovorjeno, lep dan še naprej. Lep dan, lep teden. Primož iz Komende, dobro jutro. Jutro. Dobro jutro. Še 3 podatke imamo. Se pravi, kakanje, ne? Kakanje, mesar, pa še eden je, ne? Kakanje, mesar iz Rostova, pa tedibere imajo v nizozemskih policijskih vozilih, se pravi plišaste medvedke. Ta je ponovljen. Tediberi, ni ta ponovljen. Pa v njih Hello Kitty tudi. Hello Kitty so bili ponovljeni, ja, iz 2018. Ja, neč, jaz bom tako kamerko, jaz tudi kolebam 4-5. On je med 3 pa med 4. Ja, tako, jaz sem pač hočel, ki bi jaz verjetno tudi rekel. Ampak, dobro, jaz sem odločil, ugibam za petko, bom rekel za mesarja, da mogoče številke so malo prirejene, no, ampak ugibanje. Številke niso prilagojene oziroma so tako prilagojene tako malo, da
si dovolim reči, da niso prilagojene. No. Govorimo o enem najbolj znanih serijskih morilcev nekdanje Sovjetske zveze. Teh klasičnih morilcev, ne sistemskih, če tako rečem. Ne. Mesar iz Rostova je bil vzdevek Andreja Čikatila, ki je med letoma 78 in 90 umoril, pohabil in spolno zlorabil najmanj 52 žensk in otrok. Na postajah jih je pod pretvezo, da jim hoče pomagati, izvabil na samo, potem v gost in tam pač brutalno umoril. Število žrtev je bilo še večje, ker ga je sicer policija intenzivno iskala, ni pa opozarjala javnosti, ker so serijski morilci takrat veljali za pač recimo temu kapitalističen pojav in jih v komunistični družbi v teoriji ne bi smelo biti. Ne. Med 12-letnim iskanjem, to je tudi bizarno, so ga tudi že aretirali, vmes zaradi potem napake pri odzemu krvi izpustili. So pa vmes, ko so iskali Čikatila, rešili prek 1000 kriminalnih dejanj, od tega celo 95 umorov in 245 posilstev, popolnoma nepovezanih z Andrejem Čikatilom. Torej, ko so iskali njega, so našli toliko in toliko drugih storilcev in razrešili kazniva dejanja. No, leta 1990 so ga pa potem končno ujeli, priznal je vse umore, ki so mu jih očitali. Leta 1994 pa so ga potem strelom v glavo tudi usmrtili. Tako. So pa dejansko rešili 1000 kaznivih dejanj, medtem ko so iskali Čikatila, in to kazniva dejanja, ki niso bila povezana z njim. Se pravi, so ga kar intenzivno iskali, Primož. Super. Ja. Do naslednjič. Do naslednjič, se slišimo. Lep teden. Ja. Enako. Do naslednjič, ja. To je tak lep kalk iz nemščine, bis zum nächsten Mal. Pavle iz Zagorja. Pavle, pozdravljeni. Pozdravljeni, dobro jutro. Predvidevam, da boste rekli, da kolebate med 1 in 4. Ja, verjetno, ja. Ja, samo ta dva podatka sta še ostala. Torej, da je v vsakem nizozemskem policijskem vozilu plišast medvedek, za primere, ko imajo kak traumatičen dogodek in je vpleten otrok, in dogodek iz Ohaja, kjer so iskali storilca, ki je prek strešnega okna kakal parkirane avtomobile, ali pač če je bil avtomobil odprt in potem izginil, našli pa so ga po 3 letih med rednim zdravničkim pregledom po naključni analizi blata, kar med samimi sabo, torej med policisti. Ja, ta četrti je toliko bizaren, da sigurno drži in bi se odločil za prvega. Ja, pa prvi drži. Ja, moram reči. Ja, prvi drži. Vsak policijski avtomobil in celo mnoga reševalna vozila nasploh imajo kot del obvezne opreme shranjenega plišastega medvedka. Pravijo jim trauma bears in so poleg obvezne prve pomoči, defibrilatorja in neprobojnih jopičev shranjeni v prtljažniku vozila. Namen je pa, da policisti ali reševalci v kakih izrednih situacijah lahko hitro potolažijo otroka, ki je bil udeležen pač neko nesrečo, ne, z medvedkom, jih pomirijo in jih hkrati odvrnejo pozornost od neprijetnega okolja nesreče, pa še njihovo naklonjenost pridobi policist, policistka, ko otroku da medvedka. Še celo več, nizozemski program je bil tako uspešen, da ga oponašajo tudi že nekatere druge države po svetu, Pavle. Ja, smolo imam. Ja. Je pa podatek, ki sem ga včeraj, ko sem sestavljal tole, slišal prvič, ko je Primož rekel, da se verjetno ponavlja. Teddy Bear je sicer bil sam že tema antikviza, ampak ne s tem podatkom. Pavle, hvala za klic, se še slišimo, ne? Enako, hvala, čau. Lep dan in za konec še Andreja iz Ljubljane. Živjo. Danes pa ne bo težko, ne? Danes ne bo težko, ampak v resnici tudi, če bi prej prišla na vrsto, bi se tudi za ta podatek s tem kakanjem odločila, ker mi je nekako smrdelo. Mislim, zakaj bi to bil del rednega, nekega rutinskega pregleda ali pa zdravniškega pregleda za službo. Tako da to mi nekako ni šlo skupaj. Dobro razmišljate, ja. In prav vam je smrdelo, ja. Približno 10 let je stara zgodba, ko so ljudje
v Ohaju začeli poročati policiji, da obstaja nekdo, ki prek strešnega okna ali pač na sovoznikov sedež odklenjenih avtomobilov izloča blato, torej se pokaka v parkirana vozila, kot smo rekli, v zvezni državi Ohio v ZDA. To se je dogajalo med 2015 in 2018. Zabeležili so kakih 19 primerov, no, toliko je bilo prijavljenih, bilo jih je sicer še več, predvsem v mestecu Akron. Mimogrede, LeBron James je z tega mesta. Škoda sicer ni bila velika, je bilo pa sila neprijetno in neugodno odstranjevati puščene klobase, zato se policija intenzivno lotila iskanja storilca. Uspeli so celo narediti fotografijo storilca med dejanjem, ko je čepel na strehi avtomobila in izločal, ampak ga niso uspeli nikoli identificirati. Je pa vseeno objavljena fotografija leta 2018 uspela storilca toliko prestrašiti, da je nehal opravljati to nečedno dejanje, oziroma ga najbrž zdaj opravlja tam, kjer ga opravljamo vsi, oziroma tam, kjer se to lahko. Skratka, storilca nikoli niso našli in ne vemo, ali je bil policist domnevan, da ni bil, predvsem pa ga niso nikoli našli na kakem rednem, kot ste rekli, rutinskem zdravniškem pregledu in med rednim odvzemom blata. Andreja. Čestitke. Ja. Hvala lepa. Bravo. Pustite podatke pri Jolandi v režiji, pa se slišimo, ne? Še kdaj. Ja, lep dan še naprej. Lep dan. Tako, minuto pred 9 smo zaključili današnji antikviz. Se slišimo spet prihodnji teden.